So premiere avtomobilov in so premiere, kjer avte doživimo. Ok, lahko to drugače povem. So znamke avtomobilov, ki delajo samo uporabne stroje, pri katerih naj čustva ostanejo nekje tam za tretjimi zaprtimi vrati. In so znamke avtomobilov, ki najprej igrajo na vaša čutila. Ja, šele potem pa na tisto, čemu je bil avto v osnovi namenjen, premikanju. A ni hecen, da si potem za premiero avta, ki naj bi igral na vaša čustva, izberejo Nemčijo, ki slovi po najbolj racionalnih ljudeh? Pa so res? Če bi vprašali Berlinčane, bi se samo nasmehnili. Ja, če kje potem tukaj slovijo potem, da so svetovljanski, da cveti umetnost, da zelo sprejemajo drugače misleče, da, no, se ni važno, da so pač nekaj posebenega, kot je japonski Lexus. Ja, tole je UX. Saj ga že poznate, ker je na cestah od leta 2019, ampak so mu namenili nekaj osvežitve, kot je bo meni zdaj le en koktajl. No, evo, pa sem ga naredil. Moj prvi koktajl, espresso martini. Lepo zgleda, ne? Sam pit ga še ne smem, ker avto vozim. Ga na utamljenemu kolegu, diši pa zelo lepo. Here you go, mister. Espresso martini for you. No, vsaj fajn je izgledal. Koktajl, itak. Mene čaka pa zdaj avto. Cek, tale je moj. Tako da, res fajn. In fajn je, da proizvajalci stalno izboljšujejo svoje avte, da spremljajo komentarje lastnikov, da vidijo, kje naredijo napake in jih potem popravijo. Se veste, kako pravijo, da je največja napaka, če ne vidiš svojih napak. No, najbolj priljubljeni Lexus jih ima po novem še manj. Čeprav spet lahko filozofiram, kar je za nekoga napaka, recimo, da se v UX sedi bliže tlom kot pri drugih križancih, je za nekoga drugega prednost, ker ima zato boljši občutek povezanosti z avtom in boljši občutek med dinamično vožnjo. Ja, vedno neki. UX se je že do zdaj peljal prijetno, zdaj pa se bo še malo bolj. V mestu je res okreten. Obračalni krog znaša samo 10,4 metra, kar je navadno podatek za precej manjše avte, zato se tukaj res odličen znajde. Saj nekateri jim pravijo mestni terenci, kar je sicer zelo hecen izraz, ker kaj, se boste z njimi vozili po stopnicah in v fontanah, kar kaj. No, mestni je vsekakor. Vem, da je bil UX zelo všeč ženskam in te znajo ceniti, da je parkiranje zato lažje. Če želite samo lepši izgled, je pa zdaj na voljo še paket opreme F-Sport Design, da bo bolj zanimiv tukaj po ulicah Berlina. Ali pa Ljubljane. Tole se mi zdi kot ena metelkova na steroidih. Res je povsod očitno, da je bil Berlin 100 let nazaj svetovna prestolnica kulture. Hladna vojna in zid sta naredila svoje, ampak ravno zato so tukaj nastale najbolj bizarne ideje in evo, tole je Teufelsberg, Hudičeva gora. Tole so zgradili iz ruševin in ostankov druge svetovne vojne, prekriva pa nedokončano vojaško akademijo. No, danes je pa ena največjih galerij ulične umetnosti na svetu. Ja, in potem nastanejo tudi take zadeve zelo bizarne, kot je Tiny Trees. Ja, tukaj si lahko umislite svojega novega ljubljenčka, ki ga ne boste rabili voziti na sprehod, ampak samo dati mu morate malo ljubezni, malo gnojila in res čist malo vode. Tole sem zdaj sestavljal veliko časa. Tukaj imajo res radi naravo, zato so stvarjali takšne posebne svetove, ki, ja, upam, da ne bodo nikoli izginili. Trenutno imamo samo eno zemljo. In ta nam daje recimo sestavine za kruhek. To je bila naša naslednja točka, pekarna Kite, da smo videli, kako lahko s tako majhnim koščkom nečesa ustvariš tako velik učinek. Ok, najprej moraš imeti rad kruh in ceniti tudi drobtine, ampak vidim, kakšno povezavo so tukaj hoteli najdeti. Ja. Tudi v kabini je klele kup detajlov, ki ustvarjajo wow efekt. Tole recimo je perforirano usnje, ki ga navdihuje japonsko pletenje košar. Ali pa tale obroba, ki je lahko v enih avtih in izgleda kot papir vaši na tistih drsnih vratih v tradicionalnih japonskih hišah. In pazi tole,
Sam sekunda. Tole je barva Sonic Platinum. Mislim, kaj si dajo oni enega dela? Posebna obdelava vključuje samo nekaj mikrončkov globoko plast, ki kovinske delčke potem v barvi približa v bolj enotno poravnavo, da lepše sije. Ja, lej, če veš, potem to cenaš. Večina bi rekla samo lepa barva, ja. Ker podobno jaz doživim ob tem, tape art, umetnost lepilnega traku. Kakšne nore scene znajo narediti. To se je pojavilo v 60-ih kot alternativa grafitom, ampak se lahko odstrani in ustvari celo 3D oblike. Uporablja se pa kar pakirni, zaščitni ali pa industrijski lepilni trak. Sliši se res enostaven? No, iz prve roke povem, da ni. Saj meni ne. A gre, klele? Itak. Pot me pelje naprej po Berlinu in vmes na semaforjih lahko takole opazujem nov multimedijski sistem. Jep, so kar precej izboljšali menije in vse skupaj, da je bolj enostavno, seveda pa boste vsi najprej opazili, da je zaslon večji. V bistvu sta dva, 8 in takšen 12-palčni. In precej bližji vozniku je postavljen tole, ker je po novem tale zaslon občutljiv na dotik. Sistem zna prepoznati tudi glasovne angleške ukaze. Še pogon moramo obdelati, brez tega avto ne gre, ne? No, za nas Slovence bosta zanimiva UX250H in UX300E. Prvi je hibridni, z 2-litrskim motorjem in sistemsko močjo 135 kW, to je 184 konjev. Pogon je lahko sprednji ali 4-kolesni, če je na zadnji osi še en motor, ki je vgrajen kar v diferencial. 300E je pa baterijsko električni model, prvi za Lexus, zaradi vseh nadgradenj in predvsem bistveno večje baterije pa bo prevozil 40% več. 72,8 kvure je po novem bruto kapaciteta, tako da naj bi bil doseg do 450 km. In kljub temu, da so Lexusovi avti že v osnovi tihi in pomirjujoči, so nam za konc pripravili še hišo malih čudes, kjer z majhnimi stvarmi poskrbijo za veliko dobrega počutja, tako da nas bodo zdajle učili dihati. Ja, mi bo kar prav prišlo, ker imam neki zabasan nos. Sem spet pozabil okno zapreti, ko sem šel spat. Jaj.